Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in nadaljujemo z zdravim preoblikovanjem telesa. Prva zadeva, veste kaj naredite? Obvezno potrebujete mero, obvezno. Iz omare ven vzemite tisto, kar vam je motivacija, v kaj bi se radi oblekli, ko se preoblikujete, in dejstvo je, da preizkusite, da vidite, do kje vam gre, kako vam stoji, kje je preveč, kje je premalo, kaj je treba spremeniti. To je prva stvar. Moški, tisto srajčko, ki jo imate najbolj radi, tisto, poglejte, kje štrli, koliko je treba zmanjšati, kaj si zadate, ker netehtnica, to nič ne pomeni. Lahko pa seveda vzamete čisto navadni, ta navaden šiviljski meter in se zmerite. Zmerite tukaj obseg, zmerite prsa, pod prsmi, boke, pas, stegna. In to je edina motivacija, kar jo boste imeli, zato ker če boste imeli motivacijo vago, pri vagi, veste, gre tako, a ne? In mečkaj več popijete, pa gre pol kile gor. In je to demotivacija, ne pa motivacija. Zato oblekajte prava motivacija in to je prvi korak. Drugi korak, še ne gremo na hrano, ampak gremo na podzavestna prepričanja in na potrebo po hrani. Ker dejstvo je, če nimaš potrebo po sladkem, se ne rediš, to je dejstvo. Če imaš potrebo samo, da ješ zdravo hrano, je nemogoč, da boš predebel. No in v glavnem, zakaj se to dogaja? In to zdaj seveda preko osebnih svetovanj, vidim, da je pogost vzrok za prekomerno težo lakota iz enega od preteklih življenj. In ti ljudje, ki so umrli zaradi lakote v enem od preteklih življenj, dejansko se jim dogaja, da kakor pride, lahko se odločiš v glavi, lahko, od danes naprej, ampak, ko pride do določene hrane, in najbolj pogosto je to kruh, konc. Vse obljube padejo v vodo in potem logično se najejo in potem se vklopi samo obtoževanje, kakšen slabič si, se ne držiš tega, kar si obljubiš in tako naprej. Tako da v glavnem, če je to ta spomin duše, in zdaj kako preverite, seveda z mišičnim testom, roke prekrižate, zamižite in najprej definirate, če greste naprej na svoje ime in potem rečete, v enem od preteklih življenj sem umrla zaradi lakote. In če greste ravno tako naprej kot na svoje ime, potem se vprašate, zaradi te obljube, da nikdar več ne bom lačna, se sedaj prenažiram. No, to je zdaj ena možnost, se pravi spomin duše na lakoto. Druga zadeva je možno, da je po dediščini družine se prenaša nekaj kot neka skopušnost, ampak a veste, tisto hrčkanje bi bil ta pravi ime. Hrčkanje pomeni, da v bistvu shranjuješ za slabe čase, pač moraš shraniti. No in to zdaj tudi preverite, se pravi, a ne tam, kar reče, ja, mi smo pa vsi bolj močni. Aha, se vprašaš, po liniji mojih prednikov se prenaša program potreba po shranjevanju. In potreba po shranjevanju je seveda tudi shranjevanje odvečne maščobe. Naslednja stvar, kar je možno, da ne morete shujšati, je, to sem že v prejšnjem videu govorila, se pravi ranjenost na čakrah. Še enkrat ponovim, se pravi, če ne morete shujšati na predel trebuha, si rečete, moji podzavesti je kronični stres v povezavi z in verjetno z nekim odnosom. In kronični stres pomeni, da vi sami sebe želite zavarovati in to varovalo je maščoba. Ali pa se vprašate, moji podzavesti je potreba po varovanju mene. Ne? In zdaj, če imate to potrebo, normalno, da si delate oblogo, ker se je treba zaščititi, zato ker ne želite biti več ranjeni. No, tako da to so zdaj ključne zadeve, zdaj pa še ena je možna. Veste, katera? Lahko tudi z mišičnim testom ravno tako preverite, kaj pa, če ste podhranjeni. In ko to rečem, mojim strankam rečejo, ne, a ne razumeš, jaz sem prehranjena, jaz sem predebela. Ne, podhranjena. Vitaminsko, hranilno.
In kdor je hranilno podhranjen, ne more shujšati. Zdaj pa zakaj? Ker ti manjka B vitamina, ker je vžigalca, ker ti manjka C vitamin, ki je vžigalca, ker ti manjka magnezija, ki je vžigalca. Če ti manjka katerega koli izmed teh vitaminov in mineralov, ne gre. Enostavno lahko še bolj pozitivno razmišljaš, neprestano se sprošča lakota želja po sladkem. Tudi če vam manjka kroma, spet kako preverite, modrost vašega telesa vam bo z mišičnim testom povedala in to pomeni, da enostavno se postavite tako in rečete, jaz sem hranilno podhranjena, jaz nisem, grem nazaj. In se lahko vprašate, imam pomanjkanje B vitamina, imam pomanjkanje magnezija, imam pomanjkanje C vitamina ali pa imam pomanjkanje kroma. To so ključni, še ena stvar lahko manjka, lahko se vprašate, imam v moji prehrani je pomanjkanje beljakovin. In zdaj tukaj, če ste podhranjeni, glejte, ne gre, zato ker telo ne more deliti celice, ne more proizvajati nove celice, ne pride do obnove. In zdaj, kar sem prebrala v eni knjigi, pa spet, čakajte, se mislim, da jo imam tle, imam, med znanostjo in duhovnostjo, v tej knjigi sem prebrala, da so DNK, ki se deli, ki se cepi, je vpet na to vijačnico in ker je, se pravi, kromosomi so vpeti na DNK. In ta elastika, kjer je vpet, veste, kaj se zgodi? Če imate pomanjkanje B vitamina, ne pride do delitev celic, ne pride do tega, da se obnavljate, ste zmerom bolj starikasti, zmerom bolj povešeni, zmerom manj energije imate, namesto da bi se vam večala življenjska energija. In zato je tako pomembno, zdaj pa zakaj je tako pomembno, da ta prvo nahranite svoje telo, zaradi tega, ker ko dobite zadostno količino prav B vitamina in C vitamina in kroma in magnezija, ne samo, da se poveča celični vžig, ampak se poveča pomlajevanje. Pomlajevanje pomeni, se aktivira rastni hormon, ki se proizvaja v hipofizi. Rastni hormon vas dobesedno preoblikuje med spanjem, brez vadbe, da se razumemo. Samo to, da spite, poskrbi, da se vaše telo obnavlja. Zato, zdaj pa naslednja zadeva, pa pomembno, da spite in s tem podprete hormone. No, sem jaz mečkam brskala po internetu in sem šla malo pogledati, kaj pa pravijo razne diete. In sem naletela na neko novo dieto in ta nova dieta je hormonska dieta. Neverjetno vsega, kar piše. A veste zakaj? Zaradi tega, ker tam razlaga, če imaš ene hormone, druge pa tretje hormone, to pomeni, da moraš jesti določeno hrano. In na koncu so jedilniki in ti jedilniki so dejansko brez beljakovin. V vsakem obroku rabite beljakovine in če jih nimate, bo vaše telo začelo uporabljati mišično maso in boste shujšali, ampak ne boste shujšali zdravo preoblikovali telesa, ampak boste shirali. To se bo zgodilo, povesta se bojo prsa, zgubani boste postali, voda vam bo začela uhajati, pa še kakšna v glavnem. Slabo se boste počutili in ljudje vas bojo sprašvali, čaka, si ti mogoče zbolela? Ne, sam hujšaš, ampak to je hiranje. Tukaj mi ne govorimo o hiranju, tukaj mi govorimo o tem, da bomo podprli telo, da se preoblikuje in da se lahko potem, da oblečete tista oblačila, v katerih se dobro počutite, zato dajte si mero, da veste, kje imate cilj. Ne kile, zato ker po kilah se spreminjamo, mogoče imate majhen več mišične mase, mišična masa je težja in ne morete primerjati vašo kilažo sedaj z mogoče pred 5 leti, ko ste bili kost pa koža, danes imate pa več mišične mase, to ne moreš primerjati. Ampak oblačila so tista, ki pa pokažejo, kako se vi počutite oziroma ki kažejo, kaj se vidi, kaj se ne vidi. Tako da v glavnem, to je zdaj nekaj tistih osnovnih zakonitosti pri zdravem preoblikovanju telesa. Jutri bomo že šli na jedilnike. Za danes je zadost, da vi samo preverite, se pravi podzavestne programe. Naslednja stvar je pomembno, da preverite podhranjenost in da preverite, kam želite iti. To je zdaj ta prvi korak, ko boste to naredili, to je že vsaj 20% tega, kamor greste.
Tako da, če imate vprašanje, pišite, sprašujte. Jaz vam bom z veseljem pomagala. Poglejte, ne nazadnje na ta način, kar vas bom učila, sistem glikemičnega indeksa. Tako se sama prehranjujem. Moja ta mala hčerka je stara zdaj 16 let. To pomeni, da zdaj že 15 let držim na ta način prehrano in se počutim res dobro. Ni, da mi kile grejo gor in dol. Nisem suha, absolutno ne, ampak imam zdravo telo. In to je najbolj pomembno. V svojem telesu se dobro počutim, nisem kost pa koža in čez en mesec bom praznovala 50. rojstni dan, tako da za Abrahamko mislim, da se kar dobro držim. Tako da v glavnem, ja, ne samo, da se dobro drži, pa mislim, počutim se dobro v svoji koži. In bomo šli jutri naprej in bom razlagala naslednji korak pri preoblikovanju vašega telesa.